Sedaj pa na travnate površine v studiu pozdravljam nogometašici kluba Ankaran Hrvatini, Lino Čepak in Petro Pasar. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, dekletje, odkot ta ljubezen do nogometa? Ste ga igrali s fanti, ko ste bile majhne, ali ste igrali bolj zdravnike se? Ne, jaz sem že kot majhna imela rajši take bolj borilne športe, grobe športe, fantovske športe in tako sem se tudi priključevala fantom na igrišču in so me tudi z veseljem sprejeli. Druge možnosti pa itak takrat še nismo imeli, zaradi tega, ker ženske ekipe na obali pač ni bilo, ne, takrat. Bi se pa z veseljem priključila, če bi obstajala ženska ekipa. Me veseli, da si omenila, da je nogomet lahko zelo grob šport. Vsaj pri fantih je tako, kako je pri dekletih. Ste kaj manj grobe? Mogoče fizično manj grobe, niti ne. Besedno pa ja, mislim, smo bolj občutljive. Vam lahko pokažem sedaj en posnetek, ki sem ga izbrskal na internetu. Režija, prosim, da ga pokažete. Želeli smo pokazati, da tudi ženski nogomet, evo ga, da ni tako nedolžen. Poznate to punco, ne? Ja, to. Pa se dogaja tudi na slovenskih igriščih kaj podobnega? Je bilo, ne tako pogosto, no, ni tako hudo. Se je zgodilo, nam se je že zgodilo, no. Meni osebno ne, ampak eni punci v naši ekipi, ja. Ste se malo pocukale? Ja. Dobro. Kako se pravzaprav razvija slovenska ženska liga? Na kakšni stopnji je? Z našim vstopom lansko leto v ligo je po 15 letih Obala spet dobila predstavnika v prvi ligi. Letos je vstopila v ligo še Ajdovščina, tako da se... Še en primorski klub? Ja, tako da se razvija, saj kar se tiče števila ekip in tudi s tem se pač širi ženski nogomet res po celi Sloveniji. Ampak v primerjavi z ostalimi evropskimi državami smo v zaostanku. Če se ne spomnim, smo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo svetovno z Nemčijo izgubili kar s 13-0. Smo za ostanku, res je, da smo za ostanku, ampak mislim, da Nemčija ni ravno dobro pokazatelj tega. Nemčija je res sam vrh svetovnega nogometa. Napredujemo. Vsako leto bolj, tako klubsko kot tudi reprezentanca. Recimo en primer tudi Rusija, ki je zasedla na koncu drugo mesto v tej kvalifikacijski skupini. Je izgubila 9-0. Tako da ni to ravno dober pokazatelj tega, pri čem smo, no. Bomo v kratkem, po moje, tudi... Koliko je Slovenija izgubila z Rusijo? 4-1. Aha, okej. Je mogoče katero od Ankarančank blizu ali pa v reprezentanci? Upajmo, da bo, no. Upajmo, da ste. Dobro. Trenutno zasedate 6. mesto na razpredelnice. Ste zadovoljne z dosedajšnjim delom sezone? Ja, smo pa nismo, ne. Lahko rečem, da se nekako cilji od posameznice do posameznice v klubu mogoče malo razlikujejo. Ene bolj ambiciozne, imamo višje cilje, ne, Petra? Ne, drugače pa zaenkrat smo zadovoljne, ja. Sedaj, ko imate svojo občino, pričakujete kakšen napredek v klubu? Upajmo, da se bo zgodila tudi kakšna sprememba zdaj, ko imamo novo občino, ampak zaenkrat, ne vem, nimamo še teh pričakovanj, no. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, no. Vsaj mi igralke nismo pri tem, no. In verjetno se tudi ne obremenjujete s tem? Niti ne, razen tega, da imamo na razpolago samo eno igrišče, torej poleg nas je še članska ekipa in še mlajše selekcije in vsi na enem igrišču ne gre, ne. Tako da upamo vsaj na še eno igrišče. Kako pa je z mlajšimi selekcijami? Recimo se punčke odločajo za vstop v nogomet? Letos delamo veliko na tem, da bi se, ker drugo leto rabimo eno mlajšo selekcijo za ostati v ligi. Tako da dela se na tem, da bi drugo leto imeli še mlajšo selekcijo punčk, no. In so zainteresirani, vedno bolje. Kako pa je s trenerji? Kako vas gledajo? Imate moške trenerje, imate ženske trenerje? Obstajajo sploh ženske trenerke? Ker sodnice vem, da obstajajo, to sem že videl. Nemčija ima žensko trenerko. Aha. Odlično. Kako pa je s tem? To mi je tudi zanimivo. Nogometaši se vedno otepajo teh punc, vedno se lepijo na njih punce, ne, na nogometaše, če pogledamo te svetovno znanje, pa tudi tle iz Kopra ali pa iz Maribora ali kjerkoli. Imate tudi vete težave pod narekovaji, da imate stalno veliko moških okoli sebe? Ja, seveda.
Ne vem, na našem nivoju ni lih tako. No. Ni lih tako. Ne, ma se niti ne obremenjujemo. In se ne pritožujete. Ne. Dobro, hvala, ker ste prišli in srečno za naprej. Hvala, Hvala tebi. vam.